jaz, midva, mi. Evo, danes smo pred praznikom reformacije, ko se bomo spominjali teh vrednot jezika in tega. Sploh vidite v tem koncu, še bolj to čutite. Čudovito sporočilo slovenskega jezika, ki vodi iz sobivanja v sožitje, od zajedavstva do sodelovanja, kot v obliki sožitja. Od sebičnosti k ljubezni. Jaz, midva, mi. Ti, vidva, vi. Je čudovito. Iz ednine v dvojino, iz dvojine v množino. To je prava pot. To je pot iz skupine v skupnost, od enega do vključevanja dogodka doma. In, gledajte, en primerček zač, sva zvečer ženo pošla k naši mami, dol, ki zdaj sama trenutno živi v svojem delu hiše. In se kratko pogovarjamo, ura je bila že malo pred 8:30 in v 8:30 imamo mi zdaj tako uro, ko molimo 10 korožnega venca. Kjerkoli pa, če kdo je, tisti, ki je, pride tam in v 8:30 pozvonimo zvončkom ali pa čas niti to ne, začnemo moliti. Ker dokler smo se iskali, pa klicali, pa čakali in drugega, nikoli si ga časa nije. No, in ko je bila ura malkrat, sem rekel, peva mi dva peva gor, ker imamo zdaj rožen venc v 8:30. In ko sva že na vratih, pa reče mama, kjer so 2 ali 3 zbrani, s kom naj se pa jaz zberem. No, lahko je tudi malo jamranja pa tako, ampak v resnici sem se vprašal, s kom naj se pa tisti, ki je sam, poveže v dvojino ali pa v trojino, da bi bil kot povabljen v Božje občestvo. Učenje in učljivost na drugi strani. Hvaležnost za sprejemanje in deljenje. Deliti. Lepo je deliti, pravi, darovanje. Najbolj pomembno se mi pa zdi v graditvi sožitja, da naredimo prostor ob sebi. Da v svoji skriti kamrici, ne vem kam nas bo Cankar peljal, naredimo to prostor za drugega. Prostor za drugega. In seveda dati ta prostor drugemu in si sam tudi narediti prostor pri drugemu. Izboriti, izprositi, izmoliti. Včasih je potrebno leta, da pridemo do sožitja v družini, kjer so se odnosi skrhali in umrli. Imre pravi velikrat, da koga pustijo v čakalnici tudi desetletja. Naprimer, alkoholika, ki je nehal piti. Ali pa odvisnika, ki je se odločil za drug način. Včeraj je prišel v naš center nekdo, se pa pripeljala mama in njegova punca, ki naj bi bil sprejet v naš program na Pelikanu, ampak je na neki črpalki, ko so se peljali proti Ljubljani, pač rekel, da bi šel na stanišče, in sta ga, ne vem, kako da jih življenje še ni naučilo, kaj je odvisnik, pač spustili iz avta, da je šel na stanišče. On je šel skozi glavno vrata, si kupil liter viskija, šel v stranišče, požrl naenkrat cel liter viskija, vzel še 6 paurinov in prišel nazaj. Videli sta, da nekaj ni vredno, ampak so šli in ko so prišli tja, je naš strokovni delavec to prebral in je videl in je pač pelal tako videvno zadevo, da bomo pač tale sprejem malo odložili, dokler se to vsega porihta in je hotel biti zelo videven. In med tem časom, ko je zaključil in je mama hotela tega sina odpeljati, se je ta sesul in sedel in gor. Kaj, jaz sem v tistem ravno z terena prišel, kaj narediti in ženske so čist cagane, se nič, ni se ga da spraviti. Ne, se ga ne moš poštengah, mi smo klicali reševalce. Med tem, ko so oni seveda prišli z nadzvočno brzino, se je on že vse spravil, in se vsedel in ga je vprašal tisti reševalc, kako se počutite? Je rekel, rad bi bil normalen človek. Ja, to je zelo lepo. Prneste mi 3 grame heroina, pa 2, ne vem, pa še ni. Pa je rekel reševalc, to bo pa drago. Saj imam denar, je rekel. No in pa tako. Pa še enkrat. A vas odpeljamo na urgenco?
Jaz bi bil rad normalen človek. In to sem se zapomnil. In ko bo prišel trezni nazaj v naš program, bom to povedal, ker najbrž se sam ne bo spomnil. Se pravi, ko pridemo do tam, v plus ali pa v minus, lahko samo to rečemo. Rad bi bil človek. In seveda, naj zaključim z mislijo, ves svet ljubiti je zelo lahko. Zelo lahko. Tega bedaka, pa tega pijanca, pa tega starca zraven mene. Tega pa ne. Torej, ozrimo se proti Sveti Trojici in tam nas čaka pač ta pot v skupnost, pot v občestvo, ki pomeni pravo sožitje. Hvala.